Ljudje in ljudje, poslušate 73. epizodo oziroma 18. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot ogovarjamo božji osenčeni delec, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp, Jo. in moja malenkost Aljoša Harlamov, tudi tokrat brez gosta, zato pa kot vedno nič manj gostobesedni. 73. epizoda je torej 18. special iz karantene, namenjene našemu duševnemu zdravju. Mislim, da to po 18 specialih definitivno spet rabimo. Z njim pa želimo olajšati karanteno tudi vsem vam, ki ste te dni doma. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov, finančnih in drugih, med svojci, zdravi, ljubljeni in na varnem. In vsekakor tole snemamo za vse tiste, ki si izolacije ne morete privoščiti oziroma vam je kapitalizem ne privošči, pa tudi za vse pogumne in preobremenjene, premalo cenjene ljudi tam zunaj, ki se dnevno izpostavljate, da bi pomagali najšibkejšim, bolnim, pa seveda, da bi omogočili izolacijo vsem nam, ki imamo ta privilegij. Hvala vam, tega ne bomo in ne smemo pozabiti. Nadaljujemo, kjer smo v prejšnji sezoni ostali, tako rekoč, namreč tudi tokrat bomo govorili o drugi sezoni serije, tokrat pa o prav pred kratkim zaključeni drugi sezoni serije His Dark Materials oziroma Njegova temna tvar. Na naših ekranih smo jo lahko ujeli med 8. novembrom in 20. decembrom 2020 na HBO Go. Obsegala je 7 epizod, pri čemer se bomo povsem posvetili tej sezoni, saj smo v prvi že govorili in sicer v 38. epizodi. Poiščite si jo in prisluhnite. Naš gost takrat je bil Boštjan Gorenc Pižama. Če serije ali samo druge sezone še niste gledali, potem za vas velja standardno opozorilo, da bo epizoda vsebovala kvarnike. Če bi serijo sezono raje prej pogledali, storite najprej to. Vsega skupaj obsega zdaj 15 delov, kar ni tako zelo veliko, in se skratka poslušanje epizode vrnite pozneje. Če ste serijo na tekočem, pa se nam pridružite v našem aeronautičnem balonu in naj nam bodo vetrovi ugodni. Maestro, dvigni nas v zrak. To smo mi, nazaj smo, to je bila naša špica. His Dark Materials, druga sezona je današnja kost, ki vam jo bomo vrgli in obglodali pred vami. His Dark Materials je skratka druga sezona, produkcija BBC 1 in HBO. Posneta je po romanih Philippa Pullmana, ki jih imamo tudi v slovenskem jeziku. Severni Sea je bil prva sezona, druga sezona je zaobsega, se pravi, knjigo Pretanjeni nož, naslednje leto pa pričakujemo Jantarni daljnogled. Vse je v slovenščino prevedel Jakob J. Kenda za mladinsko knjigo. Sicer pa je scenarij večinoma delo Jacka Thorna, ki je pač nekakšen kreativni vodja te serije. Med drugim je napisal scenarij za Enola Holmes. V drugi sezoni His Dark Materials pa je imel več soscenaristov. Drugo sezono sta pa večinoma režirala, oziroma mislim, da popolnosti režirala režiser Jamie Childs, ki je med svojimi zadetki ima tudi nekaj epizod zadnje sezone Dr. Whoja in pa snema, to je režiser Sandmana, se pravi serije stripu Neila Gaimana. In pa druga pa režiserka Leanne Wellham, ki pa ima nekaj manjših zadev za sabo, to je mogoče njena prva večja produkcija. Gledalce bomo verjetno menjali vmes, ampak mogoče samo tako na hitro. Daphne Keane igra Lyra Belacqua, potem imamo Emira Wilsona kot Willa Perryja, Ruth Wilson kot Mariso Coulter, in tako naprej do mogoče Andrewa Scotta kot
Colonela Johna Perryja, Willovega fotra, mislim, da je on. Pa Simon Kirby je dr. Mary Malone, njo smo tudi videli več, oziroma smo sploh spoznali v drugi sezoni. Lin-Manuel Miranda je Lee Scoresby, o njem bomo tudi kaj najbrž rekli. Ruta Gedmintas je Serafina Pekala, čarovnica. Na koncu smo pa videli Jamesa McAvoya za, mislim, da slabe 3 minute, tam nekje. Par dobrih vzklikov je spustil. Tako je. Mišljena je bila, sem prebral na spletu, posebna epizoda zanj, ker je bila samo njemu namenjena, ampak jo je pandemija pač oklestila na točno te 4. To je bil razlog. Tako da smo potem dobili samo to, kar smo dobili. Ok, druga sezona. Glede na to, mogoče ni slab začetek, glede na to, da smo prvo sezono vseeno kar precej bili kritični, negativni do nje takrat, ko je prišla ven. Zakaj delamo drugo sezono? Kaj se vam je zdelo, da je druga sezona veliko bolja in zakaj? Kaj je bilo tisto, kar se vam je zdelo veliko boljše v primerjavi z prvo sezono? Kdo bo začel? Igor je tako Igor je tako javno Mitota. Mito me je pripričal, da sem sploh se spravil gledati to, ker honestly nisem bil povsem navdušen nad tem, da bi še dalje to gledal, oziroma smislu, da je mogoče drugo in tretjo potem skupaj. Ampak je Mito bil tako navdušen, da je še mene pripričal, tako da bi jaz kar kolegi iz Škofje Loke prepustil besedo. Hvala, kolega Šiška, number one. Kolega iz Škofje Loke, lepo prosim. Šiška number one. Javite. Ker on drug je Šiška number two, zdaj ponovim. Meni je za par številk bolj dvišja kvaliteta v igranju, v pisanju, v režiji, pa tudi v efektih, če grem na ta nivo, kot pa prva sezona. In se mi je zdelo, da vam bo za pogledat, da ni kar to serijo že po eni sezoni za odmisliti ali pa pospraviti v nek predal failov, ker vseeno ima, mislim, da epizodo ali 2 manj kot v prvi sezoni, 7 delov je, lepši fokus ima. Tudi igralci, predvsem ta glavna igralca Will pa Lyra, se mi zdi ta malo bolj, ne vem, mogoče sta dala kakšno delavnico skozi ali kaj, ampak neka kemija je tam, ki je malo boljša, pa njuna prezenca se mi zdi bolj prepričljiva, me je zdela del tudi zanimalo, kaj se dogaja na emocionalnem nivoju, pa predvsem Ruth Wilson, ki pa je totalen scene grabber, je Orange nadgradila to neko njeno prezenco, da te zna potegniti skozi sezono skozi. Tako da je dala ful enih plusov noter, cela sezona pa ekipa, da si zasluži teh par dobrih plusov. Jaz se kar strinjam z vsem, kar si povedal. Ful se pozna. Mislim, da je režija tukaj ključna. Prvi 2 epizodi je Tom Hopper režiral in to pač človek, ki je Cats pred dobrim letom spustil na svet. To sta prvi 2 prve sezone. In je bil tudi producent celotne serije. Prve sezone, tukaj pa mislim, da ni bil več vpleten. In ta 2 nova režiserja, mislim, da sta si zelo potrudila za celo zasedbo in za tem, kaj oni znajo in kak jih izkoristiti. Ruth Wilson, recimo, ki si jo omenil, je brilliant in smo že odprej vedeli, koliko dobra je igralka. Jaz sem v prvi sezoni pač je bila ok, se je imela še vedno največjo prezenco, ampak tukaj pa je prav fenomenalna. In tudi ta mala 2, mislim, sploh tale, ki je igral Liro, Daphne Keane, je bistveno boljša, deloma pa tudi najbrž zato, ker Will ni toliko dober in ko sta skupaj v sceni, ona dejansko se malo dvigne. Ampak spet, on je čisto ok, ona pa je v redu. Medtem ko v prvi sezoni pa je bila ona meh, on pa je bil meh. Jaz se, veš, tako
tako kot zdaj za nazaj, se mi zdi, da v bistvu ona je mogla v prvi sezoni kar ogromno tega imeti na sebi, pa tudi nek del pisanja tamle, predvsem njene emocionalni izbruhi so bili včasih tako zelo, odkot zdaj tebi ta, ne vem, izliv pa tako naprej. Medtem ko tukaj pa mogoče glih v pisanju je bilo malo več za njo prirejeno, da priredba malo bolj pristna, no. So zelo korektno pristopili. Ja. Pa tudi tempo zgodbe je bil boljši. Nisi imel občutka, da je dolg čas. Prvi sezoni se je kar občasno malo vleklo, tukaj pa tudi pač world building je pač šlo širše in si malo več zvedel. Ampak kot smo se v prvem podcastu o prvi sezoni menili, je ta problem, da imaš ti cel občutek, da če bi se kamera obrnila na stran, ti ne bi videl tega sveta, ampak bi videl, da si v studiu, za razliko od, mislim, smo takrat Watchmen imeli, ne? Gledalce. In tukaj je še vedno ta občutek, ampak so pa toliko svetov različnih dodali, da te vseeno nekako zaposli, da se ne obremenjuješ s tem, da ta svet ni toliko prepričljiv, ker imaš še 3 druge, ki so tudi neprepričljivi, ampak klej, probaj zdaj dojeti, kaj se dogaja, čisto točno pa kam kdo šopa, pa kje je. Pa je zaradi tega bolj zanimivo. No, ja, jaz moram tudi reči, da pač malo so se bolj, povsod so se malo bolj potrudili, pri čemer je treba reči, že pač valjda, že prva sezona je imela visoko produkcijo, zgledala je res huda, tle nisi imel ne vem kaj se za pritoževati, Jorek je zgledal men čist super, ni bilo nič narobe, čeprav mogoče tisti spopad unih 2 medvedov tudi zdaj ni bil takšen presežek CGI-ja, kot bi lahko bil, ampak ja, malo je več tega, se mi zdi, več je nekega časa si vzame serija, zato da se Will in Lyra v tej vmesnem svetu, v tej, kaj čita D'Angeli, ali kaj že neki je, skratka na tem. Čita Gaze, ali nekako tako. Aha, neki čita Gaze, imaš prav, ja, tako nekako. Stolp je angelski. Ja, točno, stolp je z angeli, skratka, tale mesto, ki je tako lepo neko mešanca neke francoskega in italijanskega sloga, pač nekako vseeno se ti zdi, da imaš nek feeling, da veš, kje lika stopata, da tam se je nekaj dogajalo, da med njima je neka interakcija, da res odraščata, da se tu nek emocionalni razvoj pa neka povezanost med njima dogaja, tako da to je bilo, vsega tega je bilo precej več kot v prvi. Meni se je res delo v prvi sezoni, kot da smo res začeli takoj, padli noter in kar takoj se je začelo dogajati in je ona bežala in pač to bomo mogoče itak še pol več govorili, ampak še vedno pač, kot je Igor rekel, meni včasih zmanjka tle, posebej še mi se zmeraj zdi, da full hypajo to neko boj proti avtoriteti in ne vem kaj, ne, ampak mi v resnici do zdaj nismo nič zvedli o avtoriteti, kot nismo nič zvedli o magisterijumu prav, nič nismo videli, kako on kontrolira svet, nihče ni povedal, kako nas avtoriteta kontrolira v našem svetu, tako da ene te stvari še kar manjkajo, ampak se mi zdi, da pa so tukaj vseeno na teh človeških nivojih pač naredili nek preskok naprej, si vzeli čas in potem tudi lažje gledaš nekak, tudi mogoče epizode, ki se ne premaknejo kaj dosti, ali pa se gre samo za to, da lika vdreta vun svet, pa zbežita nazaj, pa gre sta unadva nazaj, jih iščeta vun svet in tako, ampak se ti vseeno zdi, da se nekaj med liki dogaja, no? In ja, moram pa se pač še enkrat, ja, tudi jaz reči, da pač Ruth Wilson je sjajna igralka in tukaj je res, sej o tem bomo še govorili v tisti najboljši sceni tega zame pač te druge sezone. Skratka, no, jaz mislim, da smo nekako, skratka, če sem nas povzamem, boljša igra, boljši world building, več emocij, več odnosov. To je torej tisto predvsem, kar nas je tukaj navdušilo. Kaj pa novi elementi? Zdaj, če gledamo takole, ne, skratka, zdaj smo stopili v drug svet, tle imamo, oziroma drug svet, ja, no, pač spoznali smo še en svet, še tretji svet, spoznali smo zdaj le še eno magično
kako bi se temu reklo, magični predmet, skratka, pretanjeni nož, the subtle knife. Kako so vam ti novi elementi se povezali v štorijo, vaju je tukaj tudi kaj se vam je zdelo, da je boljše, mi to recimo menijo boljši CGI recimo, ne, oziroma boljšo režijo z temi obscenami, skratka, tudi ta element recimo je nek nov element vpeljan v to štorijo. Zdaj smo zvedeli tudi za tole, seveda prerogbo o tem, da je Lyra Eva in tako naprej. Kako so vam bili ti elementi, vam gradijo neko širšo zgodbo, se vam to sestavlja počas v neki, da zdaj že približno anticipirata 3. sezono? Šiška ena? Jaz sem knjige prebral pred full leti, 20, I guess, ali kaj takega, in se spomnim osnov zgodbe, ampak se mi zdi, da je en kup stvari novih not. In so mi ful zanimive tale, recimo, če se ne motim, je tale znanstvenica in ta super računalnik, tega ni bilo v drugi knjigi oziroma v knjigah nasploh. In mi je zanimivo, kam to pelje. Se mi pa zdi, da gradi en svet, ki je na ključnih točkah malo drugačen kot tisti, ki se ga spomnim iz knjig. In da tudi poudarki so druge. Dost manj poudarka je na ateizmu, ki je pač Pullmanova religija. Ne tega govoriti. Ampak se mi zdi, da proba eno bolj family-friendly varianto speljati, hkrati pa znanost not vključiti, nekako inkorporirati, kar je pač spet nekaj, kar Pullman promovira. Tako da to mi je zanimivo, pa zanimivo mi je tudi to, koliko so like spremenili zaradi tega. Ne? Mislim, da so da je že v prvi sezoni bil problem v tem, da so nekateri liki malo zgubili v primerjavi s tem, koliko se jih spomnim iz knjige, recimo Jorek Bjornsen je bil kar tam, kar neki. Problem tudi sem imel z tem aeronautom, ampak tu je bil pa predvsem problem, ker ta Manuel Miranda dejansko ne zna igrati tako dobro. On zna ful vredu pet in je genijalen za muzikle in res ne vem, zakaj si je vzel vlogo v filmu, kjer ne rabi pet. Mislim, jaz sem že prav pričakoval, da bo na eni točki Saving Grace imel pa nekaj odpev, ampak ne. Smo se kar poslovili. Imel pa je labodi spev, če drugega ne. Ja. Ampak zadnji del nasploh je bil zelo, zelo zmeden, ne. Mislim, geografija ni štimala, nekdo je šel v eno smer, pa je bil naenkrat ful daleč, pa ne vem kaj. Sploh se niso zmenili na to, da je nekdo šel proč, predtem pa se ful bilo skup treba držati. Sploh tam je recimo ta del, kjer aeronaut umre, tak bo jih zadržal nazaj in jih je tak, ne vem, 100 in potem njega ubijajo in ni več nobenega mimo in jih je zadržal, tako ok. Mislim, ful takih tovrstnih jaz mislim, da so pač iz vljudnosti počakali, da umre pač, ne, in pač vzdrževali, ne nazadnje je treba vzdrževati razdaljo, COVID in te stvari, no, ne moreš. Ja, pa niso upali mimo truple, ne. Ja. To je tudi mene mal čudlo, ne, ker tudi Kolterca jih nekako vse prehiti, pa ne veš kako v resnici, gre mimo vseh, očitno, in tako da mal je bilo tam, tudi bral sem razlika s knjigo, je seveda tudi v tem, da Kolterca s temi obscenami napade čarovnice in je cel nek boj. Tukaj pa sem ena čarovnica, ki je pač kanon futer, uboga Reva tam pač spi in jo popapajo. Ja, jaz sem bral, da v bistvu bi naj tale čarovnica, ki so jo popapali, bila v knjigah odgovorna za šamanovo smrt in so potem ta neki switcheroo naredili tukaj zato, da je pač lahko
šaman Willa v bistvu, ubranil pred usodnim strelom, ne, da se izkaže pač foter sin, da so tu nekim emocionalnim manko probali nadomestiti. Meni se zdel good call, no, ne vem, pač. Ja, no, mislim pač geografija je bila zmedena, ampak mislim, da je to povezano pač tudi s tem, kar si ti povedal, da zaradi COVID-a je bilo snemanje okrnjeno in mislim, da se pol pri takih stvarih pozna in v bistvu je tega relativno malo takih težav v tej zgodbi. Tako da ja. Kar se pa svetov tiče, pa mi je bilo všeč. Vse, kot sem rekel že prej, mislim to, da gradijo svetove naprej, je ful boljš, kot da jim gre boljš od rok, kot to, da probajo izpopolniti vsakega posameznega. Ne? In so zanimivi. In tudi iz knjig se dost spomnim, da tisti prvi Oxford je bil zelo lived in pa to. Ne? Pol kasneje pa je vedno bolj fantastično in vedno bolj pač akcija, šopa štorija naprej in ja, grejo skozi neke stvari, ampak se jih pravzaprav res ne dotaknejo toliko. Ne? Tako da mislim, da je to bolj primerno. No? No, zdaj, kar se meni zdelo mogoče še v drugi sezoni tudi zelo dobro narejeno in kar smo recimo zelo pogrešali v filmu, no, ne v filmih, ker bo samo eden, je odnos ljudi pač s svojimi demoni oziroma demoni in meni pač tukaj zdaj bom kar pač povedal, da pač moj najljubši prizor tokrat v drugi sezoni pač ni Ruth Wilson in njeno mučenje v neuboge čarovnice, ki vleče ven tiste vejce, česarkoli že iz ramena, ampak mi je bil moj najljubši prizor je odnos, ki se nenadoma vzpostavi med njo in njenim demonom, skratka opico, kjer vidimo, da pač opica ni več najbolj navdušena, oziroma da ima, več čas nisi čist dobro vedel, kakšna je povezava pač ljudi in demonov, je to samo njihov podaljšek, a oni vidijo, kar demoni delajo, ali ne vidijo, se zavedajo tega. Pol imamo, že malo pred tem imamo prizor, kjer od Lyre, tale podlasica, kuna, ali kaj pač je. Ja, njen demon skratka se pogovarja z Willom, in ona prisluškuje, kar se ona dva pogovarjata. Skratka je jasno, da ona nima ful nima kontrole nad tem, kaj on Willu govori. Ne? Tukaj pa se meni zdelo pač res izjemno, ko pač opica se boji obscen, zato ker pač te obscene seveda srkajo prah z ljudi in ti pač požrejo demona dobesedno, ne? In ga je strah demonov in je zelo previden, zelo prestrašen je, ko vidi, kakšen odnos ima njegova gospodarica, ali kako bi človek temu rekel, pač njegov jaz z temi demoni. In tisti prizor, ko ona gre prav na roke pred opico in kako se, da se spusti dol, kako se pogovarja in jo pripriča nekak, dej priče, pač meni se je zdelo to zelo fino, zelo doživeto, pa spet Ruth Wilson je pokazala, kako lahko znaš igrati proti plastiki, oziroma ne vem, če so sploh kaj nastavili v današnjem CGI-ju, nimaš več tega, da kdo tam čepi, ampak pač proti niču se pogovarjaš, ne? Ampak to se mi je zdelo pač res dobro narejeno in tista opička se mi je prav zasmilila, no? Taka, res je bila potisnjena v kot in pač nima neke blazne izbire, no? Ja. Tista scena je bila zelo dobra. Mislim, en kup scen z njo, tudi tiste scene, ki jih je imela z tem Borealom, so tudi bile, kako se ji lahko v trenutku spremeni izraz na obrazu in vse te prav fenomenalno, koliko dobro zna ta ženska igrati. Tako da, wow, mislim, sem definitivno še večji fan nje po tem, ko sem to videl. No. Tako da, ja. Ja, jaz bi še tukaj, ne uprit dodal, da zraven odnosa do njenega demona, mislim, da je bil še full fajn odnos do magisterija oziroma tega novega vodstva, ki ga ona pomaga vzpostaviti z umorom, ker je pač ta ena, niti ne kritika, ampak je pač tale konflikt med avtoriteto magisterija, pa
to drugo navidezno z avtoriteto z velikim ajem, pa žensko, nekdo, ki si želi znanje, pa ne more do njega dostopati, nekdo, ki si želi moč, pa ji je bila vedno odrečena ali pa vsaj omejena, ne? In da pač kljub temu, da so to se predstavljajo kot bad guy, mi bomo, ne vem, ukinili prah, pa znanje, pa ne vem, kaj levo desno, je pa vseeno ta njihova skupna zloba postavljena v kontrast z njeno zlobo in je tako, se mi zdi, da doda eno lepo plastiko, ne. Zdaj, koliko sem tudi bral, ker pač ne pozabimo, ne, v prvi knjigi / sezoni Azrael tudi ni najbolj prikupen fant od fare, ne, Roger je tam le odreže od zadev, zato da lahko doseže svoje, ne, in sta ta oba dva lika, mi je prav škoda, da ga nismo več imeli v tej sezoni, ker ta dva lika sta polna nekih sivin, ki se jih splača še dodatno raziskati, ampak smo pač že zaradi covida mogoče imeli toliko bolj njo na platno oziroma na ekranu, ker pač ni vse črno-belo, ne, ni taki lik, ne, ona pomaga hčerki, jo išče, jo ima tudi rada, ne, ampak po drugi strani pa je pripravljena za to marsikaj narediti, ne, in tudi njen kontrast oziroma konflikt z Borealom, ki pa je bolj spletkarski, bolj fin, bolj subtilen, ne, če je to zdaj rečemo keyword druge sezone, je, a veš, mislim tak, zelo komplementarni liki so mi, ne, in tudi njega Borealova smrt, se mi zdi, da mi je prišla kot prvo kot šok, kot drugo pa zelo poetično primerna, ne? Skoraj da biblična. Ja. Evo, to bi dodal, to mi je bil še en lep plus, no, dodatno v tej drugi sezoni. Ja, tudi s to smrtjo mislim, da ona pač dokončno potrdi, da je zastrupila pač kardinala, ne? Da je ona pač tista, ki ga je že spravila v posteljo, pa ga potem še v postelji dokončala, očitno, ne? Tako da ja, res je, tudi jaz se strinjam, da je tle smo imeli kar nekaj zelo dobrih prizorov in zelo finih stvari. Kar se tiče tega, sicer se meni zdelo včasih malo, še vedno tako, kot sem že prej mislim, da začel, zdelo se mi, da se ene stvari še vedno niso nekako v redu povezane, vloga čarovnice, recimo meni res so zlorabljene uboga čarovnice, ne, pač pridejo tja, najprej one nekaj pobijajo, da pridejo noter, pol tam pač so, pa niso, pa jih on podtamani z lahkoto, poluna čarovnica gre k Liju, kaj je že, Scoresbyju, ja, čeprav ve, da je mrtev, tako da jaz ne vem čisto dobro, zakaj je šla do njega, oziroma to vsaj ni dobro povedano, zakaj je Lyro samo pustila, kljub temu, da ve, da je pač tip že prepozno. Da je prepozna, ja. No pa tako, malo bom rekel, da sem bil kar malo razočaran, no, nad Hot Priestom, ki je tako hitro umrl. Pač tle je tudi tako, pač, je pa pač tako še kar, meni je bil malo annoying klik, jaz moram priznati, ker je pač bil tako pač, ja, rabim veter, ok, gled, tle imaš veter. Joj, sledijo nam, rabim nevihto, ok, gled, tle imaš nevihto. Mislim, tako, res mi je šel malo, tako, še malo na jetra, tam pa Bogega pol pusti za sabo, noč pa ne more narediti, ker strelajo na njo. A res, tam pa rabiš njega, pa ga pustiti za sabo, da reši tvojo rit, da greš, se posloviš od sina, ker basically si to vse, kar si uspel narediti, potem, ko si ga ne vem koliko let, sem že pozabil, koliko let ga ni bilo. Skratka, zanemarijo njega in njegovo mamo in vse to. Se mi je pa zdelo zelo zanimivo, ne vem, če sta opazila in zato sem tudi omenil Hot Priesta, se pravi Andrew Scott igra v Fleabag, ja. Ja. Skratka njegov demon. Tako, in Phoebe Mary Waller-Bridge je posodila glas njegovi, kaj ima neko ptico, ne? Neko sokolico ali nekaj tezga. Ja, neko sokolico, čeprav ne vem, mislim, da sem enkrat nekaj reče, drugače pa se pač oglaša kot sokolica, pa dvomim, da je tisti Phoebe delala, no. Okay. Če je, bom imel še eno dodaten plus, bom imela na mojem seznamu, skratka, lahko sinhronizira dokumentarce in ptiče, ampak ja, zdelo pa se mi je tako zelo, zelo simpatično, no. Pač jaz imam drugač,
pač žal mi je mogoče za Andrewa Scotta, ki ga imam drugače full rad, no, ker on je vseeno eden najboljših Moriartyjev, tam, kar jih je kadarkoli bilo, no, skratka, iz Sherlocka in je to človek, ki res zna full dober igrati in bi lahko pač dost kontriral Kolterci in uravnotežil malo zadevo, da ni ona samo ves čas tako v spredju. Je pa res, da so verjetno računali, tako kot smo se zdaj že parkrat omenili, na McAvoya, ki pač očitno on ni mogel posneti teh zadev, ker domnevam, da snema pač tudi druge reči, ali pa je pač bil bolan vmes ali karkoli pač. Ja, jaz se strinjam, da bi se tukaj... Ajde, bom kar tako rekel, rečemo temu moška nosilca igre v tej sezoni, ne, torej Skorsgi pa Šaman, ne, sta mogoče bi rucala malo več motivacije ali pa neko minutažo, da pride to bolj v spredje, Lin-Manuel Miranda, naprej mene je motila pri njemu, na non-stop govori o Lyri, ki jo ima rad kot hčerko, ja, stari, to ponavljaš non-stop, ampak I kinda don't see it, no, veš, mislim, tako je... malo zriti vlečeš to, ne? Mislim, kot da ti je dal nekdo papir pa rekel... 10 minut sta bila skupaj, ni to dovolj, je bilo očitno. Ja, to je res, to je tudi mene malo. V prvi sezoni, ker nista toliko skupaj. Pa tudi nista zdaj doživela ne vem kaj, no. Vem, da je v knjigi to več, ampak pokazati bi mogli tukaj malo več minutaže, ne. Ja, fotor pa tudi, mislim... Ja, tamle nam, gledalcem pove, da pač se je trudil prideti nazaj, ampak ni in pol je bil tak, ok, jaz bom kar tle malo hangel, pa se z vetrom pogovarjal, veš. In pol, ko pride do sina, je tudi v 2 minutah probo sen, ampak, veš, veter pa ta šit. In pravim, da glih ta dva lika, ki sta v tej sezoni bila očetovski figuri za naša dva glavna lika, ne, sta mi tu premalo dala, ampak to ni njuna krivda, to je res krivda scenarija ali pa covida, no, tako da ne vem natančno, kdo je tu kratko potegnil, no. Mislim, da najbolj mino še, kot gledalci. Kaj pa v bistvu pričakujemo, da se bo naprej razpletlo? Aljoša, ti si rekel prej, da si bral razlike med knjigo pa serijo. Kaj misliš, da bo to šlo v neko čist drugo smer ali da bo podobno se zaključilo z, mislim, da ne vem, ali čemo kaj spoilati ali ne za naprej, mislim, špekulirati ali kakorkoli. Niti ni treba toliko spoilati, ampak glej, ni toliko razlik med serijo in knjigami, razen pač v nekih tako zelo minornih zadevah, recimo, ker smo ravno pri Leo, ne, on je ful starejši v knjigah, ne, tle pač Lin-Manuel Miranda pač ni zdaj ne zgleda blazno star, ne, in je pač tudi ta njegov, mogoče tudi zaradi tega ta njegov očetovski princip še manj prepričljiv, ker pač zgleda, da bi lahko bila njegova mlajša sestra. Ampak ja, ni toliko razlik, pač jaz še vedno upam in si prav želim, da tukaj smo pa zdaj pri tistem, ne, tako kot smo še zmeraj ugotavljali, da ta svet meni še malo ne stojijo tako trdno, pač zdaj se tle obeta, vedno bolj gre v neko bolj epsko širino ta stvar, ne, zdaj pač on je prišel do angelov, zdaj imamo tle angele, zdaj bo tle, treba pa malo dvigniti to predstavo, ne, da se bojo prvič vse te stvari se more povezati med sabo, čarovnice more res dobiti neko smiselno vlogo, ne samo, da pač hodijo reševati, pa slabo rešujejo stvari ali pa ne vem kaj, in da bo tukaj bo treba nekaj narediti. Je pa pač vprašanje, koliko je pač zdaj, pač kaj bojo, če mislijo pač mogoče kaj manjšati stvar, kaj večati stvar, ker mogoče konc bi si pa vseeno lahko zaslužil še kakšno predelavo. Jaz mislim, da to je zmer tudi tako, veš, serija in knjiga pač niso te stvari iste, no, in jaz mogoče mislim, da konc bi si lahko v seriji prislužil malo kakšno predelavo, no. Bomo pa pač videli, no. Jaz pač res upam, da jim snemanje zdaj rata brez nekih ovir in da bojo znali vse te stvari. Je pa tako, kaj mi to pač rekel, mene je pač malo tudi potolažilo to, da je tle videti pač, ne vem, ta world building ali pa CGI malo bolj resen, no. Če tudi so mi te obscene izgledajo ko morakvarje, no, jaz se tle pač res ne morem znebiti, še posebej, ker sem zdaj Potterja gledal med prazniki. Pod tem vtisom, ja. Ja, in mi je tako, gled, dementori so tudi tle.
Ja. Meni so bili ok, ja, pa kar se tega tiče, se strinjam, world building je že na mestu, pa mislim, da si bojo tudi lahko še privoščili dodatno, kako ne rečem, prepogibanje tega, no, da se tako izrazim, ker še bomo zdaj tudi z post-credit spoilerjem že vidimo, da bo to šlo še nekam več oziroma nekam drugam, plus ta človeški element tele naše ljube znanstvenice temne materije, koliko razumem, prinaša dodatne komplikacije noter, torej, da se bo to potovanje res dobilo še večjo epsko širino, plus Azrael, ki tam le pumpa folk, ko Aragorn na steroidih. A veš, tako da jaz mislim, da si to zasluži, ja, tako se rekel, en epski finish, vsaj vreden Lord of the Rings ali pa kaj ta zgaj, da to treba videti. No, ko smo pri epskih likih, koliko pa sta bila razočarana, da so wastnili Baratheonovo? Mislim, da so zapravili priložnost, da bi naredili res badass. Imeli so tam malo Baratheonovo not, ne vem, kak je že ime igravki. Ampak ja, je pač malo šla mimo tukaj, pa malo probala ubiti Lyro, ampak lahko bi pa smo je to kar odpustili. Pač pogrešale mamica pa očkota, pač pobijaš neznane dekline v mesto. Pa kaj je to takega? Kdo pa ni kdaj med poletnimi počitnicami poskušal umoriti kakšnega otroka? No, tejte mir. Ta šiška vidim, da dela to, kaj je to? Ja, nasploh, tle noter recimo se pa spet vidi, kako ene niti kar nikamor v resnici ne grejo, Poluna pride pa jo pospremi tja v gorovje, kjer se tudi zdi, kot da so prišla tja po pol ure hajka. Ja, zakaj pa niso mogli? A to pomeni, da so obsene samo v unem mestu, prav nikjer drugih pa ni, ali kaj, ne vem. Ne, se to pa razloži, obscene so okrog tistega noža in ne spustijo drugega, nobenega blizu odraslega do stolpa in ljudje, ki so pobegnili ven iz mesta, so pač varni bili, ker dokler ni koltrca pač obvladala. To je res, ampak zakaj ti ljudje niso otrok vzeli s sabo, toliko se jim je mudilo, da so otroke pozabili? To pa je res nesmiselno. Ja, to je, neki deželi ni je, ki pač je nekje, ampak... Je pa res, da če pobijaš druge otroke, te verjetno očka pa mami nimata to rada. Uboga medvedka, zdaj sem pa že res malo preveč. Curse of House Mormon, to ni veš. Ja, no to je mene še malo razburlo. Recimo, ful smo si vzeli cajta za to mesto, da se je zgradili, sem že mislil, končno ta world building boj, ne vem kaj. Pol pa skočita tja, unima naroči prinesta mi nož in gresta tja, odkrijeta vhod v stavbo, tako, ne vem, pač malo gresta okrog in najdeta vhod v stavbo, prideta gor in že, glej, to je nož, pač se stepe z unim, ga premaga, glej, to je nož, ti boš rezal svetove, glej, to se tako naredi, pa se dol zapre in tako, to je to. Stari, a si štekaš? Seveda. To si zdaj prodal kot top shot reklama, to je to, ampak to še ni vse, če pokličete. Ja, točno tako je bilo, če pokličete to številko, zdaj lahko tudi vrežete tudi realno. Ja, če obrneš pipeca. Pač malo mi je bilo na hitro, malo se mi je zdelo, zakaj si tu zdaj toliko hitel, pa še posebej, ker je res to pač ta moment zavila, res ni najboljši igralec na svetu, ampak pač to je ta njegov moment, kjer mora on zdaj se soočiti, da pač prvič, že celo sezono je bil neki živčen, je tako zelo, pač izbruhe ima, najstnike odrašča, tlemo pa zdaj daš neko nalogo, kjer mora res biti zbran in tako, ne. Ja, tukaj pri Vilu se mi zdi, da v bistvu so mogoče res preveč pohitrili eno zadevo, ker on na začetku začne, torej iščem fotra, pol pa šele na drugi tretjini sezone on nekako pade na ta nož, skoraj da, ne, dobesedno. In v zadnjem delu, oziroma še več, zadnje pol ure se on mora kao odločiti, da je on pa zdaj uradni nosilc tega pipca, ne.
Tako, ja, zelo hitro je pri njemu. Medtem ko pri Lyri se mi pa zdi, da pač, ajde, bilo je primerno za to, da lahko njega bolj raziskujemo, ampak niti nismo toliko raziskovali zaradi scenarija, pa primerna je bila pač ta njena protiotež z nosilko znanja, z tem kompasom oziroma letiometrom, pa kao, ja, jaz moram njemu pomagati, ker na koncu smo pa vsi, kot nam cel sezona govori, del neke velike prerogbe in ona dva sta kaj natančno pol Adam in Eva, ne, in imaš ta več biblični šit, ki se je v zadnjem delu usul na to 7-delno sezono, ne. Ja. Zdaj, če, ajde, grem čisto na zadnji spoiler, ker tudi da se ta biblični šit še toliko zaostrija, ne, ker vidimo Rogerja, ne, za katerega smo menili, da je mrtev, pokojen, odrezan ali whatever, ne, in koliko vem, je to pekel, ne, da je to eno od teh svetov, ki ga bomo očitno obiskali v 3. in zadnji sezoni, ne, da je to res takšen hudo zašponan biblični šit. Ja, Pullman tle ni držal udarcev nazaj, tako da je, ko on gre biblijsko, ne, pač ni. Tako da ja, tale zadnji pač post-credit scena je, je bilo treba kar počakati, jaz sem hvala Bogu nekje prebral, da moram nekaj počakati na koncu, ker ponavadi na teh niti ne čakam tok fejst, ampak ja, pač je en cliffhanger, no, ki nas bo gnal naprej, pa ki bo tudi dodal še neko drugo dinamiko, ne, ker ona zdaj pač govori ves cajt to, kar ima z Willom, pač ta odnos je senca na tem odnosu seveda Rogerjeva, ne, pač kako ga je izdala, kako mu ni mogla pomagati, kako je njen lastni foter pač mu to naredil in tudi ta pač odnos. To se mi zdi še pač, zelo zanimivo, kako bomo to v 3. delu sezoni nadaljevali, ne, ker bo pač te čarovnice še vedno hoče, pač pomagali bomo Azrielu, ti moraš iti njemu, zdaj moramo tega nosilca noža k njemu spraviti, kar tudi se mi ne zdi najbolj varno na tem svetu, Azrielu povedati, da ta mulo ima nož in da pač, če ga premlatiš, mu ga lahko vzameš, pač to niso najbolj varne stvari na tem svetu, jaz Mekavoju ne bi zaupal niti kuhanega jajca ali pa karkoli, no, da mi ga čuva 5 minut. Tako da ja, Igor, ti si, glej, jaz se ne spomnim skoraj nič več knjig, jaz to zdaj bolj kot gledam, to odkrivam, da res moram še enkrat prebrati te stvari, preden gledam. Kako se pa tebi zdi, kaj pričakuješ za 3. sezono, mislim, da še ti nisi razkril svojih misli. Ja, vsekakor pričakujem, da bo še bolj epsko. Morajo pač tole celo sceno z angeli, pa z avtoriteto, pa kdo dejansko je good guy, pa bad guy pri celem, imajo za razčistiti. Plus zanima me tudi, koliko bo sam magisterij potem sledil tako kot v tej sezoni nekim političnim, odzvanjal neko politično sedanjost, ker so kar imeli eno par takih, ki bi jih čist lahko prenesel, kot tak, tam je razpoka v prostor času, rečemo, da ne obstaja. Tak ljudje jo lahko vidijo. Ja, ampak jim rečemo, da jo ne smejo. Tak prav odziv nekaterih držav na COVID je bil sumljivo podoben. In me malo skrbi, kaj bo to sledilo, če bo še naprej odzvanjalo hkrati resničnost. Twitter jim bo ukinula, veš. Ampak predvsem pričakujem, da bodo vzeli pač zagon, ki so ga tu dobili, ugotovili, kaj deluje in kak, in to pač uspeli še razširiti in definitivno bom prebral knjige pred premiero naslednje sezone, tako da se že veselim tega, ker so zelo dobre. To je tudi moj načrt, pa mislim, da imava do decembra, domnevam, da pač spet bomo gledali konc leta, ne, 3., če ne bo seveda COVID še kaj predstavil, ampak zdaj nekako vsi že upamo, da mogoče počasi sledi neka kakršnakoli normalizacija stanja in ne več zaostrovanje. Ampak
dajmo ne preveč obljubljati ničesar nikomor, kot sem že omenil, mi smo že v 18. specialu iz karantene, s tem, da seveda tu odštejemo vse tiste epizode vmes, ki so bile božične in novoletne, ki niso štele speciali iz karantene, zato ker so bili svoji speciali, tako da pot bo še dolga, se mi zdi, in divja. Sta hotela še kaj o HDMI, jaz vedno hočem reči, ampak HDM je sam, nima I-ja. Ne, I'm good. Ne, super serija, priporočam ogled še bolj kot po prvi in priporočam tudi knjige, ker so res v redu in super so prevedene in ful si želim, da kdorkoli dela podnapise za naslednjo sezono, da bi ugotovil, da imajo tajpo tam na koncu. Najbrž nimate. Ja, podnadpisi, da je pri podnadpisih uporabljeno knjiga, prevod Jakoba Jakende. Tako da, ja, to. Ja, mogoče bojo pa po celi sezoni res opazili, da imajo en zatipek. Še eno vprašanje imam za te, Ljoša, ki si glih Harryja Potterja šopal. Vem, da ko so te knjige His Dark Materials prišle ven, je bilo to kao, to je kao Harry Potter za malo starejše, pa z punco, pa tak fulejnih vzporednic se je trudilo vreč vsaj pri marketingu, I guess. Glede na to, da si glih kar pogledal Harry Potterje in to bral, koliko jih ti zdaj vidiš, kaj kot odrasel človek. In prenesene v vizualni medij na mesto v knjige. Veš kaj, iskreno povedano, pač meni se tudi Harry Potter zdi, da je tako mogoče prvi del celo sam. Ne vem, če je že drugi, je že malo bolj, se mi ne zdi se mi pri Harry Potter sem vedno občudoval to, kako rasteš, kako so dejansko bralci rastli tukaj z liki, ne? Ker je ona to pisala, dobesedno si lahko sledil kronologiji Potterjevega razvoja od, ne vem, koliko je v prvem delu star, 10, 8? 11 je celo, ja, imaš prav, ki prav povejo, se pravi 11 let, se pravi v 7 ali koliko knjigah je tam že skoraj dal, 6 je 16-17 recimo star, ne, že na pol odrasla oseba, ne. In to sem jaz vedno občudoval pri Pullmanu, pri vsej tej štoriji, mene bolj pač, jaz nisem tak fan krščanske simbolike, mislim, da smo to že večkrat ugotovili na tle, da res moraš biti previden s tem, da se ljudje začnejo pogovarjati z temno materijo in da ona pove, da so to angeli in tako. Jaz sem tle mal cringy, se mi to zdi vse skupaj. In ni, pač meni se zdi Harry Potter sjajno, domišljijsko, je res superioren v vseh, je pa tudi zaradi tega, ker je preprosto to 7 zelo debelih špehov, ne. To je vsaka knjiga ful debelejša. Pullman ima pa vseeno, to so dokaj tanki romane, ne? In ti pač tu noter nimaš, je bolj na akciji, je bolj na nekem dogajanju, kot pa na nekem world buildingu, pa na tudi odnosih, ne toliko. Se mi zdi, da je tu tista bistvena razlika. Se mi pa vseeno zdi, da pa Pullman posebej serija, recimo, je meni dost manj primerna za otroke, ne? Kot pa Harry Potter, kaj pa vem. Čeprav tudi Harry Potter, zadnji del je tudi vprašanje, ne? Dost smrti, dost je pač nasilja, dobesedno, ne. Čeprav je že vmes meni zmer smešno, ne. Katerakoli šola pač pusti svojim otrokom igrati Quidditch, ki je tako fucking nevarna, nekaj najbolj nevarnega, kar sem jaz kadarkoli videl, ne, pač ni, da je to kidi otrokom ful prijazno, ampak se mi pa vseeno zdi, da pa če je prva sezona, razen zadnji del, kjer res imaš ta šok, ali pa mogoče že prej, ko vidiš, kaj Kolterca počne tem otrokom, ne, vse ostalo pa nekako bi jaz komod še pač lahko gledaš kot, ne vem, otrok, ne. Se mi pa vseeno zdi, da pa tukaj, ki pa zdaj Kolterca, ki muči ljudi, pobija kar precej, ne, da pa to pa več ni že toliko za otroke, no, se mi zdi. Mislim, ti tega gotovo ne pokazal hčerki. Ne. Vsekakor ne. Si mislim, da tale zadeva dost bolj je young adult žanr, medtem ko Potter pač prav odrašča in lahko prvo knjigo, pa drugo smo brali, pa tudi filma smo gledali s hčerko, ki je še dost mlada. Tole pa je pol za tam twins, I guess. Ja. Enkrat.
Tako da ja, predvsem je veliko nasilja tu na tem. Ok, kaj pa ti, Mito? Imaš kakšne sporednice s Harryjem Potterjem tu, kako se ti zdelo? Ne, mislim, da Aljoša zelo lepo povzame. Meni se zdi samo, da pač mogoče za razliko od Harry Pottera, koliko se Lara iz knjigi spomnim, predvsem prve, jaz sem samo prvo bral, je njena zelo iskrena pa z širokimi oči odprta radovednost, neko njeno osnovno gonilo, ki je glih malo drugače kot pri Harryju, ki je pač že prinešen k nam z neko travmo, pa z neko veliko prerogbo, takoj na začetku, z neko težo. Medtem ko Lara je pa vse v prvi knjigi zelo igriva, zelo iskrca. No? In jaz sem ta kontrast vedno pri njima dve. Če tako postavim, se mi to zdi tisto. Ja, Lara je vseeno tudi malo bolj aktivna, se mi zdi, ker Harry Potter, večinoma njemu se stvari dogajajo, ni da on zdaj neki. Pa če ne bi imel Hermione in Rona, pol stvari pač ne bi znal, ne bi vedel, ne bi. Ja, pa tudi mogoče bi lahko, edino pogumen. No? Mogoče bi lahko še tkolega vrisal, v bistvu Lara je vržen v zelo odrasle svet, ne? Tako so goblersi, tako so ugrabitve, pa neka ta ogromna inštitucija magisterija. Medtem ko Harry je pa v balončku z prijatelji, Dumbledore, ki ima roko nad njemu in je varen na bradavičarki. Mislim, tudi to je ena taka pomembna razlika, se mi zdi. Mito, hotel sem ti reči, da vidim, da je Star Trek kotiček prazen, to pomeni, da ni tam nobenih pretanjenih nožev, rezanja realnosti po šivih in podobnih. Ne na ta način. ne. Tokrat ga bom spustil, ker je težko zdaj bi eno sezono rečem, to pa je ble, neki, ne. No, dobro, tokrat ti odpustimo, skratka, nič ne bo iz zgodovine Star Treka, zato pa nas zdaj zanima zgodovina zadnjih nekaj dni, zadnjega tedna, odkar smo na zadnje snemali. Skratka, Igor, Mito, kaj sta gledala, brala in poslušala? Igor, vidim, da ti si večinoma bral ta teden. Dejansko gledam Dark, o tem bomo itak še govorili, pa bolj malo drugega, Expanse tudi, obvisli. Ampak sem pa prebral eno knjigo do konca, pa eno sem prebral 2/3. In prva je Silvia Moreno Garcia, Mexican Gothic, in je amazing. Zelo dobra knjiga, dogaja se v Mehiki, pač ta gotska romanca, recimo temu, bolj horor od tej ena ta dama, mlada, ki se giblje v tej fancy družbi in žura ful in potem jo pokliče, ji piše sestrična, ker to se dogaja v 50-ih, da je ful nekaj nesrečna, ker se je poročila nekam na deželo in potem gre in je tam ena taka greščina, kjer ta familija, v katero se ona uženila, so ful creepy Angleži in je zelo dobro napisano. Rekel bi, da Silvia Moreno Garcia nima glih dobrega mnenja o Angležih. A so sploh drugačni Angleži kot creepy Angleži? Ja, se znaš, mislim, se si imel, ne vem, alo, tam so bili zelo v redu. To pa res. Ja. Ampak bistvo potem napelje štorijo na to, da kako narediti zgodbo o duhovih, kjer ni duhov, ne? In vpelje not na nek način pač znanost ali kakorkoli bi temu rekli biologijo na zelo odličen način in predvsem tak zelo poveže celo štorijo z dogajanjem, z tem, kar je recimo temu nadnaravno, z kolonializmom še zraven, ampak ne meče tega v spredje, pa z enimi medčloveškimi odnosi in ful vredo suče štorijo, krasno je napisana, ful priporočam. Druga knjiga, ki jo glih končujem, pa je The Southern Book of
The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires, kar sem sprva glede na ta naslov mislil, da to bo pa ena org parodija. Pa ni, mislim, je humor not, ampak je zelo nepričakovan in v malih dozah. V osnovi je horor in to najboljša primerjava je po mojem od zadnjem času Lovecraft Country, ker gre za to, da pač imaš ta osnovni horor, ki so vampirji, oziroma je en vampir, ki pač ubija otroke in je pravi horor, dejansko pa so te ženske, ki probajo, mislim, glavno junakinja ugotovi neke stvari in proba reagirati in ima nek plan, kako bo to naredila, potem pa čist nič ne more, ker pač jebat ga je ženska na jugu ZDA v koncu 80-ih, začetku 90-ih in ona je gospodinja in je tak jebena stranka, da prav res ne moreš verjeti cel cajt. Ful je realistično z tega stališča narejeno in ful pristno. In kot sem rekel, humor, no, vsake toliko te preseneti, nekje od ene strani skoči nekaj, kar je tako hilarious, ampak je ful tragično, hkrati, ker je njen life resno fucked up. Ne? Spet ful dobro napisano, krasno. Obe zadevi mimo grede sta na tem, da bosta postali seriji v naslednjih letih, tako da sta zelo hitro šli naprej, ker mislim, da sta oba romana od leta 2020. No. Potem pa sem bral eno malo starejšo zadevo, zadnjič ponovno skupaj s hčerko Dev Pilki pasji mož v prevodu Boštjana Gorenca Pižame in me je prav presenetilo, koliko podobno strategijo ima vlada Republike Slovenije kot Petrček, ki je zlobnež tej prvi zgodbi. In sicer on pride na eno ugotovitev, da so ljudje pametni in se ga ne ubogajo, ker berejo knjige in potem pocrka vse črke iz vseh knjig na svetu in vsi postanejo neumni. In no to. Okay. No, to je bil še sociopolitični komentar za zaključek. Hvala, Igor, lepo, da si razodel, kaj bereš. Ja, obe knjigi se slišite fantastično. Jaz sem Mexican Gothic, sem čist malo prebral to, da sem vedel, da je to resna knjiga in da jo moram resno obravnavati in upam, da se je lotim, pa tudi na tole vampirsko si me kar zdaj navdušil. Tako da upam, da si tudi to najdem cajt. Mito, ti imaš, vidim, da zaenkrat v scenariju vse prazno, kaj to pomeni? Sem pozabil pisati. Ja? Sem tik pred koncem 4. sezone Buffy the Vampire Slayer. 4. sezone že, pa ne moš to tako hitro gledati. Ja, malo sem bolehal in nisem mogel brati, tako da vse, kaj ostane, je, da pač si zažgem senco na kavču za mano. Vredo je, čeprav 4. mi je slabša od 3. Čakaj, je v 4. že Beast? Ne, Beast, ne. Torej, Angel se na začetku 4. preseli v LA, na koncu 3. ona ubije Faith, oziroma v komu spravi, no, ja. Pa župana Skensla. Na koncu 4. pa je v bistvu zdaj odstranila ta neki The Initiative pa Adama. Aha, točno to je zdaj, ja. Ja, zdaj pa vse je okej, ti liki pa razmerje se nadgrajujejo, ampak mislim, da predvsem najbolj nasrkajo v tej 4. sezoni Giles, ki je pa zdaj brezposeln pjevač na robu ulice. In mi je malo, vse prikupno depresivno, ampak je tako malo zapravljen space, no. Pa Xander, ki ne ve, ko očitno ne vejo, kaj z njemu dela. Celo sezono je imel ful nekih šihtov, ni ve, pač mislim, da Josh ali kdorkoli je pač to pisal, ni najbolj vedel, kaj z njemu početi. In ta predzadnji del, na katerem sem trenutno, je pač ta neki hiter konflikt noter vržen in mi je bilo tako, premalo, prepozno, premalo. Tudi Willow z njenim razmerjem najprej do Oza, pa potem do
kak je Tare, no, to mi je še ok, Buffy je pa tako samo zmedeno, ona skače z ene posle zdaj v drugo, kar je lušno promiskuitetno, ampak tako, ok, bomo videli. No. Je pa gledljivo, fulno, uživam. Torej, pogledal sem še potem celoten Expanse z Tino, da sem nadoknadil zdaj v 5. sezoni, ampak o tem bomo kaj drugič. Pa pogledal sem 3. sezono Star Trek Discovery, ki pa je glih prejšnji teden bil zadnji del. In moram sicer še malo misli zbrati okrog tega, ampak jaz sem naprav ene par folka na Twitteru kar precej razočaran. Sem v bistvu bil kar grdo kritičen do tega, ker meni je to Star Trek, ki je malo zombi Star Trek, ki je zgolj animiran, zelo brez vsebine, ki kaže sicer neke življenje Star Treka, ampak je pa ful prazen. Zdaj zelo poceni bi bilo reči, to je problem marvelizacije pa pristopa Disney, oziroma rečemo tega Star Wars Disney ere, ne? Ampak se pa ful pozna tega nekega sodobnega pristopa, ki zanemarja, rečemo, sci-fi korenine na račun likov, ki pa tudi ne grejo nikam, ki so tako zelo površinske odnose ohranjajo drug z drugim, ne? In je celotna sezona kot neka ogromna apokaliptična akcijada, ampak po ene par delih to postane ful tečno pa dolgočasno, pa folk ponavlja, liki ponavljajo ene in iste napake, pa noben ne zraste, da bi tako rekel, da bi rekel, a veš, da bi te vlekli naprej, no, in postane tečno pa boring. Ker ni več teh nekih bolj tiših ali pa umirjenih trenutkov, kjer ne vem, rečemo, da za eno epizodo vem potegnemo Darmok, na primer, ne. To je epizoda med dvema likoma v The Next Generation, kjer je problem jezik in se ne znata pogovarjati. Eni imajo piktografski jezik, pa translator ne dela. Tega več ni, takih finez več ni. Vse je samo še J.J. Abrams akcijada in I guess, če ti je to všeč, v redu, uživaj, ne. Meni pa pač je to ful premalo, no. Okay. Ja. Kaj misliš, da so, mislim, a še imajo, ker tudi v prvi sezoni, ki je edina, ki sem jo gledal Discovery, niso imeli prav Monster of the Week ali pa pač Adventure of the Week epizod, ne? Mislim, da je v tem problem, da je ta koncept ful bolj deloval. Ja, jaz mislim, da bi, se ne rečem, da je to prava formula. Jaz imam rad široke zgodbovne loke, tako kot ga je Deep Space Nine, naprimer za štarto, ampak mislim, da mogoče bi mogli z liki malo več si upati, no, ali pa se kdaj tudi ustaviti, ker to, da se non-stop vse neki trese, da je ta pristop J.J. Abrams, Kelvin Timeline, akcijade za čisto vsak dialog je schizofreno. Koliko se pogovarja na klopci, da se tako izrazim, pa se kamera trese, kot da so eksplozije zunaj, razumeš? In je tako brez finese, da me kar glava peče, no, a veš. In ful manjka nekega bolj subtilnega pristopa do tega, vsaj pa ne rečem, da se moraš vrniti k Star Treku v 90-ih, sploh ne, ampak pač deli nekaj s tem, kar je zanimivo, ne zgolj, da ponavljaš eno formulo, ki je nafilana z ravno dovolj nostalgije, da držiš Trek, je tukaj, ne. Sorry, to je bad writing za mene. Ja, se absolutno strinjam. Ampak vseeno bom pogledal. Ja, sej, se pravim, vsak ne pogleda, pa da vidi, kaj mislim s tem, ko rečem, da je to meni zombi Trek, ki je zgolj animiran še. No, jaz še zdaleč nisem tam, nisem še žal tudi uspel dalje gledati Star Trek filme, ampak zdaj sem imel kar naporne tedne in dni v službi, ampak z današnjim oziroma z jutrišnjim dnem naj bi se stvar začela že malo bolj normalizirati, tako da upam, da ta teden nadaljujem z Star Trek filmi in da se čim prej lotim Next Generation, ki me zdaj res zanima, pač kako popolnoma nov ansambel pač zapelje Star Treka, ne. Tako, drugače pa jaz dosti smo že povedali, že v prejšnji epizodi sem rekel, da ne bom kaj dosti govoril o tem, ker bom v tej povedal, pa sem vseeno ful govoril o Potterju, tako da bi sem rekel, da sem pač vmes pogledal še zadnji del Potterja in pač se mi je nekako potrdilo, tako kot sem tudi imel v spominu, da je meni v resnici zadnji Potter še tako kar najslabši med
med Potterji, s tem, da so pač, jaz res mislim, da so to zelo dobri filmi, da je franšiza sama pri 8 filmih, je to res visoka kvaliteta, vzdržuje eno visoko kvaliteto in tudi tako, ker rastejo, tudi to zna zelo dobro upeljati in tako, ampak se mi zdi, da zadnji del je pa res tako mal tearjerker, mal drama queen, ful skuša iz nas zvabiti neko jokavost, solze in tako, ampak ne zna dober, nobene smrti v resnici ne vidimo. To mene pač izredno moti, da pač kar vidiš trupla tam in tudi ta prizor ni tako, da bi zdaj si vzel čas pa imel cajt razmislil, ošit ta lik je umrl, ker mi je bil to všeč in tako naprej. Tako da to malo, se mi zdi, da še vedno je najbolj Dumbledoreva smrt, pa edino v tem, jaz mislim, da se je Snape zelo lepo poslovil Rawls, no, ki je pač še vedno moj najljubši lik iz Harryja Potterja. Tako da bolj manj bi sem to, skratka upam, da naslednjič poročam o Star Trekih spet, ki je zdaj že malo pogrešam. Ljudje in ljudje ne boste verjeli, to je bila že naša 73. epizoda. Poslušali ste torej podcast, ki se oglaša na Mailbot, podcast za serije, filme, risanke, knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Mito, Mister Subtilnost Gegič, Igor Meh, Mnja Harp in Aljoša, ki so jo popapali Harlamov. Tole epizodo smo posneli preko spleta z naših domov, mi se čuvamo, upamo, da se vi tudi, s tem, ko čuvate sebe, čuvate tudi svoje bližnje, sosede, sodržavljane, s tem pomagamo razbremeniti medicinsko osebje, čuvamo se lahko samo skupaj, ostanimo skupaj tudi, ko smo narazen. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerate, lajkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts, spremljate platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega. In če se vam bo v naslednjih dneh zaželelo z nožem rezati po tvarini realnosti, prosimo, res prosimo, ne počnite tega doma, res ne. Vse, kar boste porezali, je sami sebe. Namesto tega raje povprašajte Alitiometer, kateri podcast je najboljši v tej in vseh ostalih realnostih, in če ne odgovori, da je to podcast obot, potem laže in ga mirne duše vržite v stran. Na Twitterju nas najdete kot @podcast obot, na Facebooku in Instagramu smo podcast s K-jem in brez pikic. Tam delimo rajcerje, prikolice in druge zanimivosti in tja lahko usmerjate vprašanja, pripombe, komentarje, teološke obravnave fizikalnih problemov, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila 73. epizoda, 18. special iz karantene. Če bo vse tako, kot mora biti, namreč Igor, zdaj tebe gledam, ne? Če bo vse tako, kot mora biti, Igor, bomo delali v naslednji epizodi Dark, kako kaže zaenkrat? Zaenkrat kaže, da mogoče bomo eno epizodo kasneje. Se trudim, ampak tega je res veliko. In zelo mi je zanimivo. Moram reči, da prva sezona, ki jo gledam, mi je ful všeč in vredo je narejeno. Ja. No, skratka, Igor skratka pravi, da živite malo v suspenzu en teden, ali bomo 19. januarja obravnavali že Dark, vse 3 sezone namreč bomo obravnavali v eni epizodi, ne bo vsaka epizoda za vsako sezono. Skratka, za vse tiste, ki ste nas spraševali, kdaj se bomo lotili Darka, predvidoma naslednji teden, če še Igor jo rata pogledati, če ne bomo pa neki vmes udarili, mogoče kakšno klasiko, mogoče kakšen nov film, ki nas bo presenetil, ki bo udaril, prišel ven. Glejte, dajte se presenetiti, živite malo nevarno. Skratka, poslušamo se vsekakor naslednji teden, do takrat pa, drage obodovke in obodovci, ostanite zdravi, kjerkoli že ste, upamo, da ste lahko doma, se slišimo in vsekakor poslušamo. Ajde. Ciao.